predvsem prometna povezava z centralo, se pravi z osrednjim delom Slovenije. Mi smo po tisti katastrofi izlitja kerozina ostali pravzaprav brez železniške povezave, pa že predtem je bila zelo slaba. Zdaj se sicer bo v kratkem zgodil promet po drugem tiru, ampak največja težava ostaja prometna povezava. Istra je precej razvejana in vse, kar targetira na mesto, ima zelo slabe prometne povezave z javnimi prevozi v zaledje. In tako se pač zaledje prazni in vse targetira na mesto. Drugi pritisk je pa stanovanjski problem, ki je zelo velik na mestu, prav zaradi tega, ker ljudje odhajajo iz podeželja. V bistvu ločim me to, da prihajam iz Kopra, živim v Kopru, starši so si pa družino naredili med Izolo in Koprom. In razlika med ostalimi kandidati, ki kandidirajo, se jaz potegujem za poslanski mandat v 2 volilnih okrajih, v Izoli in v koprskem drugem volilnem okraju, torej Zaledje, vključno z Ankaranom. Poznam razmere v zaledju, poznam razmere v mestu in razumem to razliko med mestom in podeželjem in prav zaradi tega sem se odločil kandidirati v 2 volilnih okrajih, ki v bistvu predstavljata moja 2 domova. Pravzaprav pri nas ni nestrinjanj. Mi smo dobra ekipa, to smo dokazali tudi v tem mandatu, ker smo pravzaprav realizirali vse tisto, kar smo obljubili v 2022, ko smo vstopili v vladno koalicijo. S 3 najtežjimi projekti smo se soočili, to je dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika. Prvič po 30 letih se bo vložilo veliko količino denarja, javnega denarja, prav zaradi tega, da se stanovanjske kapacitete razvijajo. In pokojninsko reformo. Ko se v timu, ko deluješ, si pač izmenjaš mnenje, včasih se z nečem strinjaš in to, ampak na koncu, ko ostanemo na koncu dneva od mize, smo vsi zgladili poglede. Najbolj vztrajno bom odpiral vsekakor dostopnost do stanovanj, tudi predvsem v Izoli, kjer je veliko pomanjkanje. V Kopru se je že pognala gradnja javnih stanovanj, ampak v Izoli še ne na tak način, kot v Kopru. Druga stvar, seveda, prometno povezljivost med kraji v Istri in z njenim zaledjem in prav tako tudi dostopnost do javnih storitev, bodisi zdravstva, bodisi upravnih storitev, bodisi sociale in tako naprej.